Kako si, ja? So kaj živčki? Spal sem čisto normalno, zdaj ko pa gledam tutele zadevce, mi pa ni čisto vseeno. Dober dan. Živijo den. Živijo. Ni mi čisto vseeno, veš? Ja, se vem. Se te vidim, ker se že treseš. Čak, sem že povedal, kak mi je ime, Dejan. Pa tvoje? Tomaž. Tomaž, okej. Dejan, Tomaž. Veš, danes mi ne dela prav glava. Ni mi vseeno. Daj mi povej, to res fejs grozno. Jaz sem gledal neke posnetke po YouTubeu, to bojo, da sam 50% ljudi preživijo, to res? Ne, daleč od tega. Ne, gre za najbolj varen adrenalinski šport, enega najbolj varnih. Poleg šaha? Poleg šaha, seveda šah je na prvem mestu, Ja. pa je pa skydiving. Še posebej tandenski skoki, ker imaš od zadaj izkušenega inštruktorja, ki je šolan za to, ki ima toliko let izkušenj. Torej mi dva greva? Mi da bo šla skupaj, ja. Super. Je v bistvu najbolj varen del padalstva in samo padalstvo na splošno je v bistvu najbolj varnih adrenalinskih športov. Veliko bolj varen od marsikaterega drugega adrenalinskega športa, ki jih nočem zdaj izpostavljati, da ne bi rekel, da delam slabo reklamo, ampak športi, kot so recimo splošno sprejeti kot varni, da pa ima v bistvu statistično veliko več nesreč lahko kakor pa padalstvo. Smo pa mi seveda v glavah laikov, kao samomorilci, kaj pa če se padalo odpre, pa take in podobne traparije, tako da, ampak to pač ne drži, to so pač stare. Lej, jaz sem že bil na bandžiju, Ja. pa lej, ni mi bilo fajn v želodcu, ko sem prišel dol, pa ono, nekako se reče skriba, ko gre spadalo. Jadralno padalstvo. No, to sem bil, pa tudi na koncu, ko smo malo jadrali, mi ni bilo najbolj prijetno in čisto po domače, jaz sem zdaj čist presran, kar bomo mi danes počela, ker to gremo gor v luft in skočiva dol, se ne vem. Na 4300 metrov greva, ja. To je v bistvu najvišji, kakor se da brez dodatnega kisika. Če bi šla še više, bi se morala za kisikom oskrbovati. Tako da to je v bistvu, bomo rekel, top doživetje. Kar je više, že malo bolj, ne bom rekel ekstremno, ampak malo bolj komplicirano. Kaj pa tvoj rekord, rečemo? Jaz sem šel najvišji 7,5 km iz balona. Z balona Ja. dol skočil? Z balona pač skočil ven, ja. To po zračnega balona, ja. Na barju, ja. Ampak te višine, kar se gre više od 4300 pa to, to so malo bolj, kako bi rekel, zahtevni skoki, malo bolj komplicirani skoki, tako da greš tukaj, da sprobaš, ne pa da bi se zdaj smetal. Tukaj imaš v bistvu cirka minuta prostega pada, cirka 200 km In na koliko uro. časa? To se bo meni zdelo po mojem, kot da smo pol ure v luftu. Ja, veš kaj, v bistvu vse zadeve, ki pašejo, hitro minejo. Vikend hitro mine, recimo, dober hitro mine. In tudi prosti pad, v bistvu, ja, tebi se bo zdelo to, ne vem, 20 sekund. A je torej glih obratno, ne bo dolg trajal, zelo kratek? Ne, ker je dober, Itak je smisel tega športa je prosti pad, Ljudje dostikrat mislijo, ja, pa vi pa padala, pa uživate pod padalom. Ne, smisel našega športa je tista minuta prostega pada. Padalo je za nas konec koncev, saj ne trpimo pod padalom, ampak je konec koncev je to način preživetja, da lahko skok ponovimo še kdaj. Ja, točno. Ja. In kolikrat si že skočil? Ja, jaz imam zdaj 9000 skokov, recimo. Čez plot ali zraka? Ne, čez plot pa benga, Ja. ne, Bog ne daj. Bog ne daj, ne. 9 jurjev. Ne. In koliko let to počneš? Mislim, da zdaj bo 22-23 let. Čakaj, če si 25 let star. Ja, hvala lepa. A ne, da? Ne moreš nehati, skratka, to, kar enkrat začneš se s tem športom ukvarjati, to je droga, to si pečen. Ja. Razmišljal sam še o tem, kje v žnar dubo, da šel še enkrat gor, še enkrat gor, še enkrat gor. Res zasvojno. Jaz vedno pravim ljudem, ki skočijo v tandemu, pa jih je valjda enih je ful strah prej pa to. Ampak jim vedno, ko skočijo, so vsi, da smo si na jasnem, so vsi wow, še enkrat, kaj je to the best, ne morem verjeti, da sem mislil, da je imel ful bolj strah, skratka, emocije so top v skoku. Daj mi povej takšne najbolj banalne stvari, oziroma najbolj tipične, ko se je ljudem dogaja. A te je kdo pobruhal, a te je kdo skup padel, a je kdo spustil v hlače, ako je prišel kdo dol, je rekel, pej tu 3 krasne, jaz grem, dosti imam. Polulu po kako noben, to najprej, hvala Bogu. Kaj pa tisto najbolj ekstremno, kar me zanima, kaj če te jaz danes pobruham, ali pa tako oreng, da te pobruham, včeraj sem imel res oreng večerjo, veš, kak steak boš dobil, kak korenček, kaj pa če skup padem? No, če skupaj padel, boš pod zapančko, In nimam nič od skoka. Ja, nič ne boš imel od skoka, to je najhujše, kar bo. Upam, da se to ne bo zgodilo. Jaz te bom tudi, boš pač pri zavesti, boš pančko pod mano, najprej tem seveda probo zbuditi, Torej, par vzgojnih. Par vzgojnih. Če ne bo šlo, bom jaz pristal, pač vse bo v redu, ko se boš zbudil, boš cel, Lej, jaz ti zaupam, gremo v luft. Druge nimaš.
Zdaj, le par informacij, zdaj, kar se skoka tiče. Ja. Gremo na 4300 metrov, nad Šentvidom, a ne? Ja. To je v bistvu 4500 nadmorske, a ne? Ja. Tako da bo v bistvu največ, kar se da brez dodatnega kisika, a ne? Okay. 12 minut se bova gor vozila z avionom. A to bo dejansko tako malo težje dihati? Ne. Ne, nič. Ne. Mi idemo gor in takoj skočimo, ne? Tako da mi smo na tej višini predolg časa, a ne? Gor grede 12 minut v živi, ko se bo vrata odprla dejan, te bo najbolj strah. V tistem momentu puls naraste, malo se vprašaš, če te bo treba tega, to so normalne reakcije. Okay? Ko vam padeva, bo strah zginil. Okay? Pa sem vas sploh kaj slišala, ker to je najbolj glasno, ne? V prostem padu ne, ker malo preveč piha. V prostem padu, ko vam padeva, samo uživati, biti sproščen, nasmejan. Okay? Nasmejan? Jaz sem sicer povedal, kako ne bi ti pač pozicijo pa to imel, ampak tudi če vse pozabo, ni panike, kaj so se uštimamo. Kaj pa če me na WC? Vzdržiš do zemlje. Ja. Pol pa na 1500 metrov moramo nažalost odpreti padalo, konc prostega pada. Ja. Ko se padalo do konca odpre, se bo slišala, se lahko pogovarjava pod odprtim padalom in se bo naučila, kako se... Čak, to še ni vredi. Če ti zihar. Pristanek je edini del skoka, ki moraš 4 nekaj narediti. Ja. In pravilo pri tendenskih skokih je, da ne laufamo, ne stopamo na tla, ampak se poriti zapeljava po travi, kot po tobogan. Toboganček. Primeš se za tele ročke, rečem, da je noge gor in podvigneš pod 90. V bistvu svoje noge dvignem. Svoje noge, nožne mišice, ročne mišice in se zapeljava lepo po travi. Ko mi boš pokazal to pozo, da jo razumeš, ti bom dal komande in boš ti sam padalo vozil. To? Nič ne moraš zafrkati, zato vam damo komande, ok? Padala. Aha, torej se padala ali na aviona? Na robu aviona, sveda. Pa noge dol že? Noge ti že ven visijo iz leta. Dava boke ven, prstni koš odpreš, glavo čim bolj name nasloniš. In v tej poziciji dejan bom jaz sam nežno ven porinil. Tako kot čutil se vam padla, pa sam probi takole se z obema nogama urit brcati, kaj kar vzame. Po lastovku. Ja, roke imaš še, samo noge pokrčeš. Okay? Zdaj se pa prosim sam še na trebuhu lež, da vidijo kako prosto. Se pravi, da padejo ven še drživa vitne, glava gor, šus v rad, da morajo tako, super. So mehke sproščene, ne? Po parih sekundah, ko te takole poteptam, je pa to znak, da daš roke takole mehke sproščene ven na veter, na 90 stopinj, bo veter še gor držal. Tako v filmu? Ja. Ok. Kaj boš green screen dal? A je to, ki gre tu not? 5 komada iznenada, zmer. Kaj si ti mal nor? Ti si pa kar pogumen, lega. Ti zbon, še ne veš, kaj te čaka. Glavnem, draga džungla družba, če se slučajno ne vidijo moj klarinet pa moj mikrofon, darujem Roku iz Bikula. Moje premehne cote darujem Nejo iz Bikula, vsem puncam, Niki, Uli in tako naprej. Kaj, vse nimam dosti veliko, glavnem, lepo mi je bilo snemati z vami in se vidimo. Pa tole, koliko je tole? 650. Še malo više. Jaz sploh nimam glasu, lega. O ne, kar dva greta, ali kaj? Ne, o ne. A že? O, fuck.
Folk, to morate provat. Jaz sem čist svina, vse to. To je ena izmed najboljših stvari, kar sem probal v lifeu. Dan je normalno lepo, izgledaš nocoj, da trese se zemlja, gori lepo. Je nenormalno lepo, podpišem takoj, karkoli če vedno boš tu z menoj in zdaj gremo desno. O, crazy shit, ej. Svoboda. O, sam ti zgor je res bolano, ej. Daj mi! O, bolano. Kako je bilo, Dejan? Čaj, da se nadiham. Ej, to morate probati, to je ena najboljših izkušenj v življenju, ko letiš dol, to je nekaj najboljš, pa ko malo, ko greš malo levo pa desno, ti je mogoče mečken slab, ampak ko pa letiš, to je pa noro, to morate probati. Čaki, mene se popravim, čaki. Če bi jaz imel možnost, da bi nagovoril Dejana, ki še ni skočil, bi mu rekel, tu če te je ful strah, če to res ne bi naredil, pejt, a veš zakaj? Ker ko boš padel dol z aviona, bo to res en občutek, ena minuta tvojega življenja, ki ga nikoli v življenju res nikoli ne boš pozabil. Vsi tisti, ki ste željni res ene nore izkušnje, like, subscribe, zvonček, pa komentiri, zakaj bi skočil.